AutoCAD 2011 je uvedel kar precej manjših novosti, ki so lahko hitro spregledane, a vendar dragocene za hitrejše in bolj natančno delo. Pa si poglejmo prvi del novosti AutoCAD 2011 v 2D projektiranju. Kot smo že navajeni, je tudi tokrat delovno okolje malce spremenjeno. Na prvi pogled je najbolj opazna sprememba barvnega ozadja zaslona na temno-sivo barvo. Tradicionalna mreža Pickit Grid se je spremenila v osi ter s tem dobila izgled milimetrskega papirja. Obarvani X in Y osi pa nam pomagata, da lažje najdemo koordinatno izhodišče. Seznam delovnih okolij se je tokrat preselil levo zgoraj v Quick Access Toolbar, kjer še vedno lahko izberemo staro klasično delovno okolje ali pa pod Save Current As shranimo svojega. Stare in še vedno uporabne zavesne menije si odpremo s klikom na puščico na koncu Quick Access Toolbara, kjer izberemo Show Menu Bar. Ribbon je po novem še bolj uporaben s prikazom prilagodljive vsebine ob izbiri različnih ukazov ali objektov. Po novem ga lahko preko majhne puščice pomanjšamo na velike ikone in ko se z miško postavimo na njih, se odprejo pripadajoči ukazi. Spodaj v statusni vrstici pa imamo kar nekaj novih ikon, ki nam olajšajo delo. Izbrane objekte lahko po novem neodvisno od nastavitev v layerjih prikažemo ali skrijemo na zaslonu. Torej, izberemo samo tiste objekte, ki želimo, da so vidni na zaslonu in v meniju na desnem gumbu miške izberemo ukaz Isolate Objects. Na enak način lahko izbrane objekte skrijemo z ukazom Hide Objects. Skriti elementi v risbi niso vidni, dokler izolacije ne prekličemo z ukazom End Object Isolation. Vse to lahko upravljamo tudi preko žarnice v statusni vrstici desno spodaj. Če je ta ugasnjena, nakazuje skrito stanje objektov v risbi. Spremenljivka Object Isolation Mode pa nadzira, ali se skritost objektov ohranja ob ponovnem odpiranju risbe. Izbor prekrivajočih se objektov je končno poenostavljen z aktiviranjem novega gumba SC ali Selection Cycling v statusni vrstici. Če je aktiven in piknemo na območje, kjer se prekriva več objektov, se odpre okno s seznamom vseh teh objektov in ti so še dodatno ponazorjeni z barvami. Ko se z miško samo zapeljemo nad ime objekta v seznamu, se ta poudari tudi v risbi. S klikom na ime objekta v seznamu pa se ta v risbi izbere. Novi ukaz Select Similar omogoča, da se na podlagi izbranega objekta dodatno izberejo objekti istega tipa in enakih lastnosti. Na primer, celoten opis prostora pripada layerju Opisi, izbrati pa želimo le tista besedila v opisih, ki so svetlo modre barve. Kliknemo na svetlo modro besedilo in v priročnem meniju izberemo ukaz Select Similar. V risbi se izberejo vsi opisi, ki imajo enake lastnosti kot prvo izbrani. Tem lahko tako zelo enostavno in pa hitro zamenjamo na primer barvo besedila. Če ukaz Select Similar vtipkamo v ukazno vrstico in izberemo podukaz Settings, lahko v pogovornem oknu še dodatno nastavimo, katere lastnosti naj se pri podobni izbiri upoštevajo. In še en nov priročen hitri ukaz, s katerim lahko izdelamo nov objekt, ki je enak izbranemu v risbi. Najprej v risbi izberemo objekt, na primer besedilo, kliknemo desni gumb miške in v meniju izberemo ukaz Add Selected. Samodejno se sproži ukaz za pisanje besedila z vsemi osnovnimi lastnostmi izbranega objekta, kot so na primer barva, layer, tip črte ali prozornost.